Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje vam bomo predstavili zanimivo, pravzaprav noviteto, nekako vsaj pri nas glasbeno zadevo, Neskončna skladba, ki je del monokomedije o Artu izpod peresa in avtorja, znanega celjskega glasbenika Mihe Firšta. Miha Firšt, znani celjski akademski glasbenik mlajše generacije in direktor Hiše kulture Celje, je v okviru svojega gledališkega performansa v stand-up maniri Komedija o Artu, v kateri raziskuje svet umetnosti, ustvaril kompozicijo z naslovom Večna skladba, ki je najdaljša skladba na svetu, saj traja neskončno. Zapisana je 4 algoritmi v programskem jeziku Python in glasbeno matriko, kakršno so uporabljali predstavniki druge dunajske šole. Vsak naslednji ton skladbe s pomočjo legende določi naslednja decimalka števila pi, kar omogoča, da skladba traja neskončno dolgo in nikoli ne razvije ponavljajočih glasbenih vzorcev. Več o skladbi pa je njen avtor Miha Firšt povedal. Večna skladba je del predstave Komedija o Artu, ki se ukvarja z raziskovanjem zgodovine umetnosti in različnih umetniških praks v zadnjih 500 letih, recimo. Specifična skladba je zapisana malenkost drugače, kot si običajno predstavljamo zapis skladb. Gvido iz Areca je okoli leta 1000 našega štetja izumil te note, ki jih poznamo danes. V zadnjih 100-150 letih pa skladatelji raziskujejo tudi nove načine zapisovanja glasbe, ker note ne omogočajo zapisov čisto vsega. V splošnem glasbo zapisujemo z navodili za izvajanje in tako je tudi večna skladba v bistvu zapis, absolutni zapis navodil za izvedbo skladbe. Ta zapis je sestavljen iz 3 delov. Prvi je zanka v računalniškem jeziku Python. To je v bistvu en algoritem, ki vsakič, ko ga zaženemo, v bistvu vrže ven naslednjo decimalko števila pi. Na naslednji postaji je legenda, ki vsakemu številu določi višino tona, akord, dolžino tona in dolžino akorda. Se pravi, na drugi postaji preoblikujemo iz številk v note in potem na tretji postaji tega tekočega traku skladbe torej se izpišejo note, ki jih lahko izvedemo na klavir ali pa v kakšni glasbeni zasedbi. Zdaj, tak zapis je potreben, da lahko zapišemo dokončno skladbo, ki traja neskončno dolgo. Torej, ker na prvi postaji decimalk števila pi nikoli ne zmanjka, se lahko skozi ta proces potem tudi cela skladba vrti v neskončnost. Miha Firšt, Celjan, je slovenski kontrabasist, pedagog in producent mlajše generacije, rojen 17. avgusta 1992. Je predsednik Društva za glasbeno gledališče Slovenije in direktor Zavoda Hiša kulture Celje. Kot kontrabasist, solist, igra v Salzburški filharmoniji, nastopa kot komorni glasbenik, kot solist, pa tudi kot igralec v monodrami Petrika Sviskida Kontrabas in v najnovejši Komedija o Artu, obe v produkciji Hiše kulture Celje. Miha Firšt je maturiral na celjski gimnaziji Lava šolskega centra Celje, študiral pa je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, Glasbeni akademiji v Zagrebu in Univerzi v Gradcu, kot študent Ernsta Weissensteinerja. Kot profesor deluje na glasbeni šoli v Celju. Nastopil je v ciklu Prisluhnimo v operi glasbene mladine ljubljanske, kjer je izvedel dela Basovenir svojega očeta Nenada Firšta, solo per kontrabaso Iva Petriča in delo Svašta Nejca Kuharja. Miha Firšt izhaja iz znane celjske glasbene familije.
Kot že rečeno, je sin znanega slovenskega skladatelja in Prešernovega nagrajenca Nenada Firšta ter matere Alenke, znane celjske violinistke in zborovodkinje, brat skladatelja Leona Firšta in trobentača Petra Firšta. Večno skladbo je Miha Firšt objavil na spletni strani Hiše kulture Celje, kar je v času karantene koronavirusa še toliko bolj aktualno. V času karantene lahko skladbo spremljamo na računalnik. Sicer je osnovni problem tega, da naši možgani ne morejo sproti izračunavati teh številk in jih spreminjati v note in je lažje, da to nalogo zaupamo računalniku. Mislim sicer, da ta skladba sama zase nagovarja en drug problem sodobnosti in sicer to, da nas umetnost nasplošno zelo težko prizadene. Vsi smo vajeni enih zelo kratkih videov, pa slikic na internetu, pa kratkih pop komadov, v katerih se skozi nekaj dogaja, pa vse na glas. In mogoče v premislek potem za protiutež, kako se sodoben človek, ki je navajen, da vse lahko dobi takoj, počuti ob zavedanju, da nekje pa obstaja ena skladba, ki traja neskončno dolgo in je nikoli ne bo mogel slišati vseh delov, nikoli ne bo mogel cele imeti zase, a je mogoče to umetniško delo, ki lahko povzroči eno stisko ali pa vsaj premislek. In kakšni so odzivi obiskovalcev njihove spletne strani? Predvsem smo to objavili v tem času zato, da ponudimo našim, oziroma vsem meščanom Celja, pa tudi širše, nek nov program v času, ko sicer dogodkov ne moremo organizirati. Zanimivo, skladba je naletela na zelo dober odziv in bila obdelana bolj ali manj v vseh slovenskih državnih medijih v zadnjih tednih. Ampak vsemu temu navkljub pa se bolj veselimo, da bomo lahko to skladbo pokazali tudi v živo na predstavi Komedija v Artu, ki bo del enega mini festivala Hiše kulture Celje že na sredini junija. Seveda smo se z Mihom Firštom kot direktorjem Hiše kulture Celje tudi pogovarjali, kako kaj v tem korona času načrtujejo programe v bližnji bodočnosti. Hiša kulture že na sredini junija načrtujemo 5-dnevni festival, na katerem bomo izvedli vse koncerte in gledališke predstave, ki so odpadli v tem času. Pripravili pa smo, se pravi, nismo počivali v teh zadnjih 2 mesecih, pripravili pa smo tudi spored za poletne dogodke konec avgusta in naslednjo celo sezono, za katero upamo, da jo bo mogoče izvesti v celoti. Večno skladbo si torej lahko privoščite, če obiščete spletno stran Hiše kulture Celje na www.hisakulture.si. No, pravzaprav kar zanimiva zadeva, ki jo lahko tudi vi spremljate na svojem računalniku. Vsekakor pa si boste Komedijo v Artu z izvedbo te skladbe tudi lahko kaj kmalu tudi v živo ogledali. Vsaj upajmo. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.